obstaja veliko razsežnosti nekega problema. V resnici obstajajo problemi in problemi morajo obstajati. Če ne bi bilo problemov, človeške eksistence sploh ne bi mogla obstajati. Ne bi mogla nastati. In vse to nas najprej pelje k nekemu problemu, s katerim se ukvarjal René Descartes. In od Descartesa do danes se nekaj ni spremenilo. In to je vznemirljivo. Zakaj se nekaj, o čemer bomo govorili, ni spremenilo? Zakaj se v 400 letih ni spremenilo? Zakaj ni izginilo? Lahko bi, pa vendar ni. Kot rečeno, problem ima veliko razsežnosti in mi ne moremo vedeti, vsaj ne moremo vedeti natančno, v kaj je verjel Descartes. Descartes ni napisal samo meditaciji. Descartes je napisal tudi celo vrsto pisem, pisal je tudi dnevnik. Ne moremo vedeti in ne bi mogli vedeti, tudi če bi zapisal, in seveda je zapisal in to vemo. Vemo, da se je ukvarjal s problemom univerzalnega jezika. Vemo, da ga je ta problem zanimal. Vemo, da ga je zanimalo, ali je mogoč univerzalni jezik. Ne vemo, ali je verjel v njega. Tudi če bi napisal, da je verjel v univerzalni jezik, to še ne pomeni, da je naslednji teden še vedno verjel. To ne pomeni, ker ne vemo, ali je še verjel ali ne, ker tega ni zapisal. Morda ni verjel več, gotovo pa ga je problem zanimal. Problem univerzalnega jezika v resnici zanima vsako človeško bitje, tudi če tega ne ve. Problem univerzalnega jezika je Descartes poskušal razumeti v drugih razsežnostih nekega problema in ena od teh razsežnosti zajema človekov odnos do Boga, oziroma človekove odnose do Boga. Neka druga razsežnost zajema možnosti človekovega razmišljanja o naravi Boga, o naravi tega, kar je morda še bolj kot Descartesa zanimalo Spinozo v približno istem času. In je še nekaj let pozneje zanimalo Leibniza. Če vztrajamo, in mislim, da imamo vse razloge, da vztrajamo, da ne moremo vedeti, ali je Descartes verjel v možnost univerzalnega jezika, ali pa ga je samo zanimal ta problem, potem lahko rečemo tudi tole. Če je problem
univerzalnega jezika problem vsakega človeka, tudi če tega ne ve. Potem nas to lahko pelje zelo daleč in včasih tudi nas. Naprimer v analizi. V analizi nas to vprašanje pelje zelo daleč, če smo seveda voljni slediti temu vprašanju, če mu nismo voljni slediti. Zelo daleč. Pelje nas, naprimer, do nečesa, kar je v naslovu današnjega večera. Ni nujno, da bomo govorili o paradoksih modernega sveta, sveta, v katerem živimo. Kaj ti mogoče je razpravljati, ali so to res paradoksi, ali pa so kaj drugega. To ostaje odprto. Vsekakor pa nas začetni razmislek pelje tako daleč, da se tako rekoč moramo vprašati. V svetu, v katerem živimo, se dnevno kot posamezniki soočamo z enim problemom, o katerem pravzaprav še že govorim. Soočamo se z enim problemom. Problem je tale. Nesporno dejstvo je, da imamo na voljo ogromno vednosti. Ogromno znanja. Še nikoli v zgodovini človeštva ljudje niso imeli na voljo tako veliko znanja, kot ga imamo danes. In seveda v luči spontanih idej, ki jih imamo, to so ideje, da se svet nenehno razvija, da se naše življenje razvijajo in da se tudi mi razvijamo. Se zaostri vprašanje, kaj počnemo s to vednostjo. Ali pa za koga je ta vednost. Ali pa kaj naj počnemo z vso to silno vednostjo. Ni namreč videti, da bi ljudje spontano to silno vednost, ki jo je neskončno veliko z vidika posameznika njegovega končnega življenja, da bi to vednost hoteli predelati, če lahko rečem, predelati v uporabne vsakdanje izraze ali pa recimo celo nasvete ali pa principe ali pa vodila za lastne eksistence. Videti namreč nekaj drugega. Videti je, da se ljudje velikokrat obnašajo, kot da jih bolj kot to zanima sam napredek. Pravi, kopičenje vednosti, proizvodna vednosti, proizvodna znanja. Videti je, da se ljudje spontano obnašajo, kot da nekaj čakajo. Kot da čakajo, da se bo, na primer, vednost nekega dne sama od sebe pretvorila v kaj takega, kar bo zanje uporabno. Kar bi lahko, oziroma z lahkoto, uporabili. In v tem je že nekaj paradoksnega. Zagotovo je nekaj paradoksnega v tem, da je za proizvodno vednosti potreben velikanski napor. Vsakdo, ki je kdaj stal takole kot jaz na tem mestu in imel na primer 1 uro in pol časa in pred seboj toliko ljudi, kot vas je zdaj tukaj, ve, o čem govorim. Vsakdo to ve. Kdor ni stal tukaj in imel take izkušnje,
v resnici čisto dobro ne ve, kaj to pomeni. Ne ve. Kaj terja produkcija vednosti? Ne produkcija človeka, ampak vednosti. Kako velikanski napor, naprimer kognitivni napor, je potreben, da lahko človek stoji eno uro in pol na takem mestu, kot je tole, in se ukvarja z vednostjo. In na drugi strani vsakdo bolj ali manj ve, kaj pomeni eno uro in pol čakati. Veliko ljudi ima tako izkušnjo. Ta izkušnja so razmerno naporna, kar je zanimivo. Poslušati človek nekoga eno uro in pol je naporno. Ni enostavno. Ukvarjati se eno uro in pol z vednostjo je neprimerno zahtevnejše. In seveda, paradoks, o katerem govorim, je, če je za proizvodnjo vednosti potrebno veliko časa in je potreben velik napor, kako o tem misliti vse to z pričakovanji številnih ljudi, da se bo z vednostjo nekega dne nekaj zgodilo samo od sebe. Kot da se bo vednost sama pretvorila v nekaj takega, kar bo zanje uporabno. Čisto preprosto to pomeni, da se ljudje zelo pogosto spontano upirajo vednosti. Ljudje se pogosto upirajo vednosti celo takrat, ko je zanje dokazano koristna. Naprimer, onkraj vsakega dvoma je dokazano, in lahko vedno znova dokažemo, da se, naprimer, molekule obnašajo skladno z določenimi zakonitostmi. Molekule se obnašajo skladno z zakonitostmi. V tem ni pravzaprav nič posebnega, zato obstaja znanost, ki jo imenujemo kemija. In kemija preučuje zakonitosti. In ko so zakonitosti enkrat zapisane, se zlepa ne spremenijo. Newtonovi zakoni, s katerimi poskušamo razumeti gravitacijo, se še dolgo časa ne bodo spremenili. Pravzaprav se ne bodo spremenili nikoli, dokler bo obstajalo to vesolje v taki obliki, kot obstaja. In Einsteinova enačba E=mc² se ne bo spremenila nikoli. In atom vodika bo imel v jedru vedno en sam proton. Nikoli ne bo imel dveh, ker potem ne bi bil več atom vodika. In nikoli ne bo imel 1,5, ker to ni mogoče. 1 proton in pol ni nič. Lahko je 1, lahko sta 2. Ne more biti pa 1,5. Ko torej govorimo o zakonitostih, ne moramo hkrati trditi, da je nekaj danes tako, jutri bo pa drugače. Preprosto ne moremo, saj je nekonsistentno. Lahko, ampak v nekem drugem svetu, ki je psihotičen. Okay? Če se torej molekule obnašajo skladno z zakonitostmi in se. Potem ima to zelo zanimive implikacije za življenje slehernika, vsakega človeka, vsak dan. Kajti med drugim ljudje moramo jesti. Enostavno ne gre drugače. In ko jemo, jemo molekule. Zato mi je zelo rad, če kdaj kdo reče, da ljudje preveč uživajo kemijo in da je treba bolj naravno hrano jesti. Molekula je molekula. In naravne molekule so čisto drugačne od umetnih. In zakonitosti, po katerih se obnašajo naravne molekule, tam je zunaj svetu, so drugačne od molekul, s katerimi se ukvarja recimo v Krki.
Pa vendar imajo številni ljudje s tem težave. Kajti onkraj vsakega razumnega dvoma je dokazano, da določene molekule, recimo sladkorjev, lahko naredijo zelo veliko problemov v naših telesih. Med drugim se to pozna v debelosti, recimo, številnih ljudi. So sladkokremke. To je zelo preprosta trditev. Zelo preprosta, to je trivialno, to je truizem. Pa vendar vas bodo ljudje dnevno prepričevali, da so, na primer, čokolade dobre in da jih pomirjajo. In zaradi tega imajo seveda določene korporacije gigantske profite. Čeprav z lahkoto dokažemo, da sladkor še nikogar ni pomiril, ker je stresor. Sladkor dela zlasti seveda, če ga jesti žlico. In ga, veliko ljudi ga, ne da bi se tega sploh zavedali. Dela štal v človekovem telesu. Ampak v tem je že droben problem, kajti naša zavest, posameznikova zavest o tem ne ve ničesar. Ker ne more videti, kaj se dogaja z molekulami v telesu. Videti tega nikakor ne more. Lahko pa ve. A v tem je, kot sem že rekel, določen problem. Ker eno je videti, drugo je pa vedeti. Veliko laže se je upirati vednosti. Veliko laže je ne vedeti, kot ne videti. Čeprav je seveda tudi možno in sorazmerno zlahka ne videti in ne vedeti, na primer, hkrati. Ampak vse to ponazarja, da se ljudje spontano, praviloma upirajo vednosti. Spontano se jih upirajo in izbirajo samo tisto, ki tako ali drugače potrjuje njihova pričakovanja. Kar pomeni, da nima nobene informacijske vrednosti. Nič novega jim ne pove. In seveda, taka drža človeka je nujno notranje razcepljena. Če človek čaka, da se bo recimo zahtevna vednost, komplicirana vednost, nekega dne transformirala tako, da bo zanje uporabna, bodo čakali do smrti, ker se to preprosto ne bo zgodilo. Ker se to v resnici sploh ne more zgoditi, kajti vednost generira novo vednost. In nova vednost je še manj uporabna kot stara. V resnici ljudje vedno znova pridejo z dežja pod kamp. Govorim o vednosti, ne govorim o trivialnostih, ne govorim o vsakdanjih navidez uporabnih informacijah, ki jih dobite iz kakšnega časopisa ali pa kakšnega popularnega medija. To me sploh ne zanima. Govorim o vednosti, v strogem pomenu besede. Torej, vednost je vselej travmatična, ker je za spontano vsakdanjo zavest preprosto nerazumljiva, je neprebavljiva, je neuporabna, čeprav lahko ta ista zavest, kot sem že rekel dvakrat, čaka, da se bo pa morda nekega dne vendarle preobrazila, tako da bo zanje uporabna. Če imate samo, to ste mi dal dobro misliti, recimo, da je značilno, da bolj kot je, bom rekel, družba visoko razvita, bolj to pomni so njeni posamezniki. To je zdaj, bom rekel, družba prav ustvarja v bistvu ljudi, ki, bom rekel, želi ljudi, ki ne mislijo, recimo, ne. Po eni strani, kot ste sam povedali, dosežki so vse večji, po drugi strani pa tipičen paradoks, kako smo že imeli tudi v Ljubljani na vaših predavanjih, bom rekel, jej kokice, pi Coca-Colo, ne razmišljaj, bom rekel, deli se, ne, recimo, da bo farmacevtska industrija, bom rekel, služila. V Ameriki je na pohodu kreacionizem, ne, to je absurd, ne. Recimo, pa se ima za ena najbolj tehnološko razvitih družb.
prav gotovo je res, da je za kakršnokoli obliko nadzorovanja ljudi, ki bi si jo kdo lahko zamislil, koristno, da ljudje ne razmišljajo, vsaj ne v strogem pomenu besed. To nesporno drži. Nesporno drži. Zakaj? Zakaj bi bilo to sploh potrebno? Zakaj smo ljudje tako nenavadna bitja, da se nam to dogaja? Če hkrati trdimo, da je vsak človek sposoben misliti. Če bi bil vsak človek zares sposoben misliti, bi lahko upravičeno pričakovali, da bo tudi zares mislil. V strogem pomenu. In če bi mislil, razmišljal, potem, na primer, bi imela propaganda zelo velike težave, ker ne bi delovala, enostavno ne bi prijela. Mi lahko mislimo. In tukaj se ne morem strinjati recimo z ljudmi, ki pavšalno zagotavlja ali pa trdijo, da propaganda deluje. To je prekratko. Pri nekaterih ljudeh res deluje, pri nekaterih pa ne. In seveda je vprašanje, zakaj pri nekaterih ne deluje. Na to vprašanje treba odgovoriti. Obstajajo pogoji, ki jih lahko mislimo, zaradi katerih, ali pa znotraj katerih, recimo propaganda, ali pa oglasi, ali pa manipuliranje in tako dalje, preprosto ne deluje. In je treba pokazati, zakaj in kaj je tisto, kar deluje na nekatere ljudi, ali pa včasih, in zakaj na nekatere ljudi ne deluje nikoli. Oziroma, in v tem je veliko nastavkov za razmišljanje o sami naravi razmišljanja. In je tudi možnost odgovora na vprašanje, zakaj poudarjamo, da ni nujno, da ljudje vselej razmišljajo v strogem pomenu besede, ker vsakdanji razum bi lahko ugovarjal in bi rekel, da se vsi ljudje mislijo. Strogo vzeto že ne. Ker strogo vzeto misliti pomeni imeti ali pa biti sposoben vedno znova vztrajati v nekem posebnem odnosu do tega, kar se dogaja s človekom oziroma kar se dogaja okoli njega. Čisto na osnovni ravni lahko rečemo, da človek lahko, ne da bi se spraševal, sprejema to, kar dobiva iz okolja. So to informacije, so to podatke, so to dejstva, so to izjave, so stavke, so podobe, se ni važno. Vse to, kar lahko sprejeme. Lahko, človek lahko sprejema, ne da bi se spraševal, kaj sprejema, zakaj sprejema, čemu sprejema, ali je to dobro za njega, ali dobro in tako dalje. To je možno. Ali pa se vpraša. Lahko se vpraša tudi vedno znova. Zakaj pa ne? Z lahkoto mislim človeka, ki se, preden karkoli sprejme, vpraša, kaj je to, kar naj bi sprejel, ali želi sprejeti, ali pa najprej premislil in tako dalje in tako dalje. Zbravi, z lahkoto mislimo ljudi, ki so, na primer, naivni, ki se ne sprašujejo, in mislimo ljudi, ki niso naivni, ki se sprašujejo, ki hočejo misliti. Čeprav se zdi, na prvi pogled seveda je to čisto res, čeprav se zdi, da in zdrav razum tudi človeku velikokrat na ta način ugovarja, ali pa ljudje ugovarja drug drugemu, ali pa celo koga kritizirajo, da to ni potrebno. Da to ni potrebno. Da ni potrebno kaj? Dajmo odgovoriti na to vprašanje strogo. Da ni potrebno kaj? Ja, da ni potreben miselni napor. Misliti po definiciji pomeni početi nekaj, kar je naporno. Kar pomeni premagovanje napora. Po definiciji kognitivnega napora, miselnega napora, ki je seveda hkrati tudi fizični napor. Vse je znano, da možgani porabijo ogromno energije za svoje delovanje. In jasno, da pri tem velja upozoriti, da je bil Freud zelo natančen, ko je poskušal razmejevati princip ugodja od principa realnosti. In je opozoril, da ni vedno tako, da je princip
realnosti ločeno ali pa nekaj drugega, kot je princip ugodja. Mislimo lahko realnost, ki je prežeta s principom ugodja. In ta princip ugodja preprečuje natanko to, kar zdravi razum pogosto učita, recimo komu, češ, da ni treba misliti, da je nepotrebno, ali pa celo, da je celo škodljivo. To pravi, še predno rečemo, da družba kaj počne, ker družba ni oseba, ni nekaj, čemer bi lahko pripisovali človeške lastnosti, moramo reči nekaj drugega. Ljudje si počnemo to sami. Počnemo sami sebi in počnemo drugemu. Mi nenehno presojamo drugega skozi princip ugodja. Nenehno. In imamo lahko zelo hitro težave, ker nam recimo gre nekdo na živce, ker nas nekdo moti, ker nas nekdo vznemirja, pa ni nujno, da vemo zakaj. Kasnejša analiza pa pokaže, da ravno zato, ker ne pristaja na princip ugodja. Sami veste, kako vam gredo lahko na živce ljudje, recimo, ki nenehno nekaj razmišljajo, nenehno sprašujejo, razpravljajo, imajo svoje mnenja o vsem mogočem ali pa kaj podobnega. Pa daj že bod tih. No, ljudje pogosto na ustih. Čeprav bi raje pričakovali, skladno z principi, o katerih smo tukaj že velikokrat govorili, da bi bilo ravno obratno. Če smo ljudje simbolna bitja in je za nas značilno in evolucija je že zdavnaj za to poskrbela, da imamo možgane, zlasti kot, če lahko rečem malo poenostavljeno, preživetveni organ. Ljudje so preživeli v naravi, v savanah in tako naprej, zato ker so razvili možgane. Nobenega drugega organa niso razvili, ki bi jim pomagal preživeti tamle zunaj v naravi. Nobenega. Nimajo dovolj velikih mišic, niso dovolj hitri, niso dovolj, tako da vsaka žival, katerokoli lastnost, človeško lastnost razen možganov boste uporabili, boste videli, da tako rekoč vsaka žival človeka prekaša v vsem. Skoraj, pol že ni hitrejši od ljudi, ampak ima pa kaj drugega. Človek ima na voljo, upravičeno bi pričakovali, čist evolucijsko, da bodo ljudje ta organ tudi na veliko uporabljali. Saj tudi živali na veliko uporabljajo tisto, zaradi česar so pač tam, kjer so in poskušajo preživeti oziroma se ohraniti še naprej in prenesti gene na naslednjo populacijo. Se pravi, živali spontano počnejo to, kar jim omogoča preživetje. Pri ljudeh pa ni čisto tako. Pogosto spontano ravno tega ne delajo. In, kot sem rekel že na začetku, bolj ali manj pričakujejo, da se bo samo od sebe nekaj zgodilo tako, da bo zanje koristno, ugodno in podobno. In mnogo ljudi je, ki zato samo čakajo, ki zgolj čakajo. Nekateri ljudje čakajo vse življenje. Nekateri ljudje prej umrejo, preden se kaj takega zgodi. Ker seveda samo od sebe se stvari težko zgodijo. Oziroma sami od sebe se pravzaprav ne, če smo čisto natančni. In to je eden od prvih paradoksov, ki je pomemben za današnji čas, kot rečeno, ker živimo v obdobju, v katerem imamo na razpolago znanja in vednosti, kot ga ni imel še nihče nikoli v zgodovini. In bi to znanje, to vednost s pridom lahko uporabljali, ampak primer sem dal, že čisto na vsakdanji ravni, čisto preprosti vsakdanji ravni se stvari lahko zapletajo do nemogoče razmere dobijo. Uporabil bi to vednost, imam jo, razumem jo, želim si jo uporabiti, pa jo vendar ne uporabljam. Zakaj? Oziroma, kdaj jo pa bom? Ali pa kdaj jo pa boš? In eden odgovor je, morda nikoli. Pravi, pogosto je videti, da, in to je zlahka dokazljivo, da imajo ljudje zgolj, torej imajo vednost, zgolj imajo jo. Jaz jo imam. Kot da bi bilo pomembno, da jo imam. Kot da ne bi bilo pomembno nekaj drugega. Namreč, kaj s to vednostjo skušam narediti. Naprimer pri sebi. In seveda, zelo hitro se zgodi, da
Naprimer, kot sem že prej rekel, v analizi. V analizo, kot znano, človek pride zato, ker želi priti. V analizo pride zato, ker želi nekaj storiti, želi nekaj narediti. Prav gotovo v analizo ne pride zato, da bi se še naprej obnašal, kot sem prej rekel, čakal, da se bo nekaj zgodilo. Ravno nasprotno je res. V analizo pride človek, ko reče, ok, zdaj pa dosti tega, zdaj pa nekaj želim narediti, naprimer zase. In potem pride v analizo. Ok. In analitik ga seveda vpraša, naprimer, kaj pričakujete, ali pa kaj hočete, pa kaj želite, naprimer od analize, naprimer od analitika. In človek se zmede, oziroma prvi spontani odgovor je vedno enak. Prvi spontani odgovor je, od vas pričakujem, da mi boste pomagali. Ali pa, da boste vi nekaj naredili. To je spontani odgovor vsakega pacienta. Jaz pričakujem, da boste vi nekaj naredili. Nekaj takega, kot sem prej rekel, to je samo varianta istega. Ali naj se zgodi nekaj takega, da bo zame koristno, ali pa ti analitik naredi nekaj takega, da bo zame koristno. In analitik seveda reče, ne, ti boš naredil nekaj takega, da bo zate koristno. Ali pač ne. Zgodba konec. Jaz ne bom naredil nič takega, da bo zate koristno. Pravzaprav bo videti celo nasprotno. Jaz kot analitik bom počel nekaj takega, da se bo tebi zdelo, da te oviram. Ne, to je res. To je pomembna analitična izkušnja. Pacientu se zdi v določenem trenutku, kot da ga analitik ne mara. Postavlja mu čudna vprašanja, poleg tega vztraja, da dobi odgovor, ravno obratno kot v vsakdanjem življenju. V vsakdanjem življenju velikokrat pozabimo na vprašanje ali pa se zadovoljimo s tem prvim odgovorom, kar naprej na misel. Analitik pa nikakor ne. Analitik torej definitivno vztraja. In seveda pacienta lahko v določenem trenutku to začne motiti. Pri čem on vztraja? Zakaj mi noče pomagati? Zakaj mi gre recimo vedno slabše? V določenem obdobju v analizi gre pacientu na slabše. Zato, ker se začne nekaj dogajati. Z njim namreč. Kaj se začne dogajati? Začne se dogajati nekaj, kar je v tem paradoksu, o katerem govorim. Začne se dogajati natanko to, da vednost, ki jo sicer ima na razpolago, in veste, da gre Freud zasluga, da je odkril, da obstaja tudi nezavedna vednost. Zelo revolucionarno spoznano. Obstaja nezavedna vednost. Nezavedno ni nekaj potlačeno, ne vem kje, temno, čudno, zblojeno, podzavestno ali pa kaj takega. Ne, nezavedna vednost obstaja. Ko gremo nezavedno, govorimo o vednosti, kar pomeni, da pacient vselej nekaj že ve. Samo da ne ve, da to ve. In seveda to je tudi eden od dejavnikov, ki prispeva k temu, kar je bilo na začetku rečeno, da pričakuje, da se bo pač nekega dne nekaj zgodilo in tako naprej. Zato pa je pacient, ker zgolj pričakuje, da se bo nekaj zgodilo, samo od sebe, pa da bo nekdo drug nekaj naredil, recimo mama ali pa oče, pa sosedi ali pa šef ali pa nekdo, brat, sestra, stric, stara mama, se vsem kdo. Pacient vedno nekaj pričakuje. Zato je tudi v analizi, to je tudi pacient. Lahko da tudi ne pride v analizo in pričakuje še naprej, za manj seveda. Lahko pa pride. In zdaj se začne nekaj dogajati, v resnici se nekaj začne dogajati. Namreč, da ta vednost, o kateri sicer ničesar ne ve, pa tudi ne želi vedeti, začne delovati na njega, ker za to poskrbi diskurs analize. Pravzaprav za to jamči analitik. Analitik jamči, da bo vednost nekaj naredila, ne on. Namreč, natanko tista vednost, ki jo ima na razpolago pacient. Imajo, ves čas jo ima na razpolago. Samo, da ima do te vednosti določen odnos, o katerem sem že govoril. Pacient namreč te vednosti najraje ne bi spoznal. Najraje ne bi vedel za njo. Najraje bi naredil kaj takega, da bi izginilo, da je ne bi bilo. In do določene mere mu je to tudi uspevalo. Recimo. Mu je uspevalo in številnim ljudem uspeva, lahko tudi vse življenje, zato ni nujno, da pridejo v analizo. Nikakor ni nujno.
Pravzaprav zelo redki pridejo v analizo. Zelo redki ljudje naredijo nekaj, zaradi česar se odprejo do te vednosti. Ampak ta vednost je prej ali slej nujno travmatična. Zato gre lahko pacient v določenem trenutku vidno na slabše. Zdi se mu, da se njegovo življenje postavlja na glavo. Sej se res postavlja. Samo da je bila prej pravzaprav njegovo življenje obrnjeno narobe, zdaj bo pa prav. Njemu se zdi pa ravno obratno, da se zdaj postavlja narobe, ker ne ve, da je bilo prej vse narobe. On tega ne ve, on bo šele vedel. Pacient vselej šele bo vedel, šele bo zvedel. In analitik jamči za to. Torej, analitika odnos do pacienta je zelo preprost. Vzemimo si dovolj časa in vse bo prišlo na dan, če lahko rečem. Vse boste zvedeli, natanko tako, kot morate. Ni analitik tisti, ki bi bil zloben, ampak je sama vednost taka, da na nek način hoče, da jo spoznamo. Lahko se ji sicer bolj ali manj spretno izogibamo, ne pa v analizi. V analizi se ji, ne samo da se ji ne izogibamo, se tudi nočemo. Pravzaprav se v analizi tudi ne smemo. Drugače to ne bi bila analiza. Drugače bi bil to še en pogovor ob šanku. Naprimer. In to loči diskus analize od vseh drugih diskusov. V analizi se ne izognemo niti najmanjšemu spoznanju, niti najmanjšemu stavku, niti enemu samemu zlogu. Če mora biti izrečen, tudi bo izrečen. Če se mora pojaviti vednost, se tudi bo. Zato v analizi vztrajamo. Zato analize ni mogoče skrajšati. Zato se Američani v glavnem že 100 let motijo, ko poskušajo analizo skrajšati, češ da je predolga. Češ da je to pacijente moti. Kdo pa čakal 2 leti, da prišel. A ne bi to malo skrajšali in bi pacijent prej prišel. Ne bi, ker ne moremo. Ker se ne da. Zato so vse skrajšane verzije analize so žblja. To niso več analize, to je kar nekaj. Analiza mora trajati zato, ker to terja vednost. Zato, ker to terja samo razmišljanje. Ne obstaja skrajšano razmišljanje o nečem. To je leseno železo, to preprosto ni možno. Se ne bi ljudje to radi. Zlasti v času, v katerem živimo. Ker v času, v katerem živimo, ne velja samo to, da imajo ljudje na razpolago ogromno vednosti, ampak se dogaja nažalost še nekaj drugega. Namreč spontani zavesti se zdi, da v času, v katerem živi danes, da mora nenehno nekam hiteti, da se nenehno mudi. Ga ni človeka, ki ne bi bil spontano prepričan, da je življenje hitro in da je treba hiteti in da se zberam nekam mudi. Ga ni, ki bi bil spontano tako prepričan. Mnogi seveda pri tem spontanem prepričanju tudi vztrajajo. Življenje je hitro, danes se živi hitro. To je čista neumnost. Živimo natanko tako hitro, kot nas nekaj priganja. Ampak mi lahko, zato pa imamo možgane, razmišljamo o tem, kaj nas priganja. Oziroma, kako se s časom navadimo priganjati sami sebe. In tudi to v analizi odpade. V analizi sicer obstaja določen pritisk na pacienta, ampak je iz drugega reda. Je iz drugega reda. V analizi se po eni strani nikamor ne mudi. Imamo dovolj časa. Pa vendar to ne pomeni, da lahko, 5 let se praskamo, pa gledamo v zrak. To pa ni več analiza, to ni nič. To je še slabše od pogovora na šanku. Ali ob šanku, ali pri šanku, ali kje že. Obstaja nek drug pritisk, ki je veliko hujši. Veste, v analizi obstaja pritisk, ki je neprimerno hujši od tega, ki ga v vsakdanjem življenju spontano doživljamo, ko se nam zdi, da je treba hiteti, da je treba večno nekam hiteti. Prvič, analitiko se ravno zaradi tega nikamor ne mudi, ker ve, da obstaja še hujši pritisk od tega. Zato ga ta vsakdanji, spontani, ga sploh ne zanima. Se sploh ne ukvarja z njim. Zato je za analitika značilno, da živi zelo počasi. Živi zelo počasi in se za določene stvari preprosto ne zmeni, zato gre številnim ljudem na živce. Analitik gre številnim ljudem spontano na živce,
ker bi radi, da bi hitel skozi življenje tako, kot hitijo oni, ker se jim zdi, da je to pač norma, da tako pač je. Včasih celo reče, da je to koristno ali pa da je to fajn, da je dobro. So ljudje, ki znajo iz tega narediti sofistiko, znajo prepričati sebe, druge ljudi, včasih pa da hoče še analitika prepričati, če da se jim mudi. In potem, ko jih analitik vpraša, kam se vam pa mudi, vse oni naštejo to, analitik na to oho sploh ne sliži. To lahko preskočite. Kam se vam mudi? In ko ponovite 3-krat to vprašanje, se nekateri pacienti zbudijo in rečejo, ja, se res, čakaj, vam on mene sploh sprašuje v resnici. V resnici namreč, kam se meni mudi? Oziroma potem pride zelo hitro do tistega znamenitega vprašanja, ki ga najdete v Lacanovem grafu želje, kaj bi ti pravzaprav sploh rad in the first place? Kaj bi rad? Kaj bi v svojem življenju, ki ti je kratko odmerjen, v življenju, ki je končno, kaj bi rad? A ti sploh veš, kaj bi rad? Nisem te vprašal, kaj se tebi dozdeva, da bi rad, ker to si tak pobral od drugih. To me ne zanima. Mene zanima, kaj bi ti rad. Pa še nekaj, tudi tebe bi moralo zanimati, kaj bi rad. In tako se analitik naslavlja na pacienta. In to spravi, kot je rečeno, pacienta v škripce. To ga spravi v stisko. Ker bi se rad zadovoljil, ker bi se spontano rad izognil nekemu naporu. Ki je tu miselni? Ki je miselni napor? Rad bi se zadovoljil, da je to, kar pač ponuja, recimo, analitiku, čisto v redu. Spravi, da je čisto v redu, če se človeku mudi, da veliko dela, naprimer, da je priden, da je delaven, da je produktiven, da se ukvarja z 100 stvarmi v vsakdanjem življenju, da koga fascinira. Vse to pacient počne tako ali pa tako že ves čas. In seveda se znotraj tega njegovega delovanja postavlja vprašanje, zakaj je postal nevrotičen, če je vse tako zelo v redu, pa tako fajn. Zakaj pa potem tukaj? Pri analitiku. Kaj ga je pripeljalo sem? Nekateri imajo resnično težave, živijo ljudje, ki se ne morejo ustaviti. Živijo ljudje, ki se ne morejo ustaviti, recimo, ko pridejo v analizo, se skozi gledajo na uro, ker morajo nekam iti. Vse ne tak je, pol tudi rečemo, pa pejte. Samo vedite, da ste izgubljeni, vi ste izgubljen primer. Vam ni pomoči. So ljudje, ki jim pač preprosto ni več pomoči. Tako je. Okay. Ampak so tudi ljudje, ki pa jim je še mogoče pomagati in v analizi se tak človek mora prej ustaviti in se resno vprašati, se res, kaj pravzaprav jaz hočem? In ko se to vprašanje postavi zares, v analizi se to lahko zgodi, ko se to vprašanje postavi zares, se nekaj zgodi s tem paradoksom, o katerem danes govorim. S tem paradoksom se nekaj zgodi. To so osupljive stvari. Veste, v analizi v določenem trenutku, ta trenutek je natančno določen, se lahko ljudje spremenijo radikalno. In tudi se. Ljudje se lahko spremenijo tako, da njih same preseneti, da so se tako spremenili, ker se jim sanjalo ni prej, da se lahko kdaj tako zelo spremenijo. In to so vrhunski občutki. To so vrhunski občutki ne samo za pacienta, ampak tudi za analitika. Vrhunski so med drugim tudi zaradi tega, ker se izkaže, in tem je pa res, res lepota analitičnega diskurza, izkaže se, da je tudi za radikalne spremembe v resnici treba narediti izjemno malo. Ljudem se spontano zdi ravno nasprotno. Radikalne spremembe terjajo, ne vem. So ljudje ob šanku, ponavadi razmišljajo, ja, mi bi spremenili svet, ampak a veš, kaj vse bi bilo treba narediti, to se pa nikoli ne bo, zato raj nehajmo. Podobno. Ni res, ravno nasprotno je res. Na ravni posameznika, pustimo za enkrat družbo, na ravni posameznika, enega samega, slehernika, se zgodi tole. Ko se zgodi sprememba v njegovem življenju, pa njenem življenju, je praviloma tako majhna, tako drobna,
da se zdi, da je trivialna. Da se zdi, da je trivialna. Naprimer, pacient reče, včeraj sem prvič v življenju, to rečejo, pustimo zdaj, je to metafora, je to treba čisto dobesedno vzeti, praviloma ja, jaz jim verjamem, jaz jim razloga, da ne bi verjel. Pacient reče, da se je prvič to zgodilo, jaz verjamem, da se je res zgodilo. Pacient reče, včeraj sem prvič nekomu, svojemu vrstniku, žlahtniku, pač nekomu, ljubimcu, partnerju, sem nekomu prvič rekel tale stavek, ki sem ga mu hotel reči že 10 let, 20 let ali pa 100 let. In učinek je bil revolucionaren. Natanko to, kar v analizi pričakujemo. Revolucijo delajo stavki, revolucijo delajo ideje. Revolucijo delajo ljudje, ko postanejo subjekti idej. Natanko tako, kot je zapisal Platon. Ko eno samo idejo, eno samo, nekega dne preprosto vzamejo zares. Obstaja drobna razlika med vedeti za neko idejo, zaradi mene lahko zna nekdo Platona na pamet. Trenem ne z očmi, me pa sploh ne zanima. Lahko je znana, kot se reče v šolniško, na izust. Pri meni dobi cvek, ne dobi 5. Mene to ne fascinira. Mene fascinira nekaj drugega. Da pojma nima o Platonu, ali pa da bo je celo vseeno za Platona. Ampak se v določenem trenutku, naprimer v analizi, podpiše, ali pa podredi, ali pa postavi pod eno samo idejo in pusti prvič v življenju, da ta ideja nekaj naredi z njim. In to je čudna različica tega, kar je v začetni današnji ideji. Ko sem rekel, večina ljudi zgolj čaka, da se bo nekega dne nekaj zgodilo in tako naprej, da bo zanje koristno. Potreben je zgolj tak premik, zgolj majčken premik. To je premik, ki ga v analizi označimo z izrazom od jaza, od imaginarnega jaza k subjektu. V pacientovem življenju se ne spremeni pravzaprav nič. To, da nekdo postane subjekt ene ideje, ne pomeni, da je moral, ne vem, prej dvigovati uteži, razviti, ne vem, katere trebušne mišice, da se vidi six-pack, da, ne vem, je moral skušati za 100 kil, da ne vem, kaj vse moral narediti. To ne veze. Čeprav to ljudje danes na veliko počnejo. Ljudje mislijo, verjamejo spontano, ideološkim nagovorom, da je pomembno, da izgledajo tako, da imajo ta oblačila, une mišice, da se to vidi, da se tretje vidi, kot da bo pol kaj drugače. In so vedno zelo razočarani, ker ni. Ker ne more biti. Ker spregledajo, da smo ljudje simbolna bitja in da so pomembne ideje. Meni je popolnoma vseeno, to sem že večkrat rekel vam še, kako kdo zgleda. Meni vseeno zanima, a ima six-pack, ga nima. Meni vseeno. To meni ne zanima. V analizi smo preprosto zavezani temu, o čemer je govoril Platon. Če se kaj spremeni v naših življenjih, se najprej spremeni zaradi te ali one ideje, za katero smo morda vedeli že vse življenje, pa je preprosto nismo jemali zares. Nismo dovolili, da bi ideja nekaj naredila z nami. Seveda, v nekem smislu to ni res, ker mi prek ideje nekaj naredimo sami s seboj. Dolgo časa se pa to ne zgodi. Se spontano izogibamo idejam. Se je vse jasno. Dokler se to ne zgodi, se ljudje ne menijo za ideje, ampak se menijo za prakse.
Kaj naj naredim, da bom v svojem življenju, ne vem kaj, podaj mi na svet, daj mi tableto, nekaj mi daj, elektrošok, karkoli. Naredi nekaj, da bom dosegel ne vem kateri cilj. Ne pa, katero idejo naj vzamem zares, da se bo nekaj spremenilo v mojem življenju. To je pravzaprav ves premik, ki se mora zgoditi, na primer v analizi. In tudi se. Zato je analitikova naloga, da čaka. Njegova naloga je zelo preprosta. On mora zvedeti zgolj to, kdaj. Kateri je tisti trenutek, ko je pacient pripravljen, ko je prišel tako daleč v diskurzu, analize, da bo ideja nanjo delovala. In takrat deluje. Analitikova naloga je, da ve, kdaj se to mora zgoditi. In ko se to zgodi, se začne revolucija. S tem posameznikom se začne revolucija. In če se skladno s tem principom, to je univerzalni princip ljudi kot simbolnih bitij. Mi nismo podrejeni naravnim instinktom. Če smo čemu podrejeni, smo predvsem podrejeni idejam. Ali se pa temu upiramo? Zato mene groza, ko ljudje sledijo sloganu, ne vem, nazaj k naravi. Kam nazaj k naravi? V votline. Kaj hočete s tem? Prisluhnimo naravi. Čem? Čeličkom. Kaj to pomeni? Prisluhnimo naravi v sebi. Kaj to je? Tako vidite, kako ljudje premalo razmišljajo. Kakšni naravi? Kaj ideja? Mi vse skozi živimo v umetnih svetovih. V svetovih, ki so narejeni iz idej. Mi v savani ne živimo že vsaj kakšnih 4 milijona let. Mi, človeštvo. In prav je, od tam smo odšli, že zdavne. Tam so zdaj levi, gazele, antilope, žirafe, kaj si pasete. Mi živimo v umetnih svetovih. In, kot sem rekel, če ta isti princip, to je univerzalni princip, zagrabi ne samo enega človeka, ampak deluje na večjem številu ljudi, potem ni pravzaprav nobene posebne ovire, da se ne začne dogajati družbena revolucija. Do družbene revolucije je, če mene vprašate, vedno tolikle. Samo tolikle. Čeprav je seveda to hkrati tudi lahko insurmountable, lahko velikansko. In se lahko odlaga. Natanko tako, kot lahko posameznik odlaga spremembo v svojem življenju vse življenje, kot sem že rekel. Nekateri ljudje pač prej umrejo, preden se odločijo za ta korak. Številni ljudje zgolj stojijo na mestu in čakajo. In pričakujejo, da bodo drugi kaj naredili. Primer, s katerim se danes ne srečuje samo posamezniki, ampak se srečuje celotno človeštvo, objektivno. Primer, ki ponazarja isto, oziroma isti paradoks, če lahko tako rečem, so podnebne spremembe, seveda. Podnebne spremembe so naša skupna usoda, pa če nam to všeč ali ne. Na neki način ravno tako, kot to velja za posameznika. V čem so podnebne spremembe? Izluščimo eno razsežnost podnebnih sprememb. Če jemljemo resno znanstvene dokaze o podnebnih spremembah. Če jemljemo to zares, če razmislimo samo malo, pridemo do zelo travmatične ideje, ki je inherentna samim podnebnim spremembam, za katere smo itak mi krivi. Mi smo jih sprožili, mi jih povečujemo, mi skrbimo zanje in hkrati ignoriramo. Je pa neka ideja ugrajena v podnebne spremembe, ki je travmatična, čeprav je skrajno preprosta. Verjetno veste, da človeštvo
vsako leto spusti v zrak približno 35 milijard ton CO2. 35 milijard, to lahko stehta, to ni nič posebnega. In vemo, da je natanko toliko. 35 milijard CO2 na Zemlji je okroglo 7 milijard ljudi. Čist preprost izračun nam pove, da pride na posameznika, statistično vzeti, seveda ni čisto tako, ker na elite pride veliko več, jasno, kot na ljudi, ki živijo v enem afriškem plemenu, okroglo 5 ton. Ta podatek ni pomemben zaradi svoje statistične vrednosti, ker je itak malo drugačen, ker na elito pride seveda bistveno več, na revne ljudi pa bistveno manj. Ampak to zdaj ni tako pomembno. Pomembno je nekaj drugega, pomembno je nadaljevanje. Če hočemo, drugo je, če nam je vse eno, če smo brez bližnjih. Ampak če hočemo, da govorim v imenu človeštva, da se ne bo Zemlja spremenila v Venero, potem ni način, da se to zgodi, oziroma da to preprečimo, ta, ki nam ga ponujajo politiki vsak dan. Politiki nam ponujajo nekaj, kar je skregano z vsako pametjo. In to je, da bomo zmanjšali izpuste CO2-ja, ker bodo sprejeli tako zakonodajo, bo nekdo kaznovan in bo treba plačevati, bla, 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 bla. Jaz resnično ne vem, kdo ima koga za idiota. To so zelo resne zadeve. Namreč, ne morete zmanjšati količin CO2-ja, če niste zmanjšali količin fosilnih goriv, ki jih kurite. Ker preprosto ne gre. Če boste kurili fosilna goriva, bo šel CO2 v zrak, pa če vam je všeč ali ne, pa če sprejmete ne vem kakšno zakonodajo, ali pa če jo ne sprejmete. Čist enako bo. Se pravi, potreben je zelo majhen premik v razmišljanju. In to je osupljivo, kot pravi. In sicer, ne gre za to, da zmanjšamo količino CO2. Gre za to, da zmanjšamo količino fosilnih goriv, ki jih najprej potegnemo iz zemlje, pol pa še zakurimo. Jaz še nisem slišal, da bi kdo razmišljal o tem, namreč, da bi zmanjšali proizvodnjo, recimo, nafte. Da bi zmanjšali količino premoga, ki jo potegnemo iz zemlje. In vi tudi ne. In vse nas skušajo prepričati, da bomo potegnili ves premog ven in ga zakurili, emisije CO2 pa zmanjšali. To je ravno tako, kot da rečete, spil bom 2 litra vode, ampak uriniral pa ne bom nič več. Ali pa sam 3 kapljice. To je preprosto neumnost. Ampak s to neumnostjo nas krmijo vsak dan. To ni toliko propaganda. To ni manipuliranje z ljudmi. To je neumnost. Obstaja lep izraz za to. Ampak s to neumnostjo živimo natanko tako, kot sem rekel čisto na začetku. Namreč čakamo, da se bo nekega dne nekaj zgodilo tako, da bo za nas koristno. Oziroma še drugače, radi bi. To je pomembna, skoraj bi rekel, psihologična trditev. Radi bi, želimo ohraniti svoj življenjski slog, torej mi bi živeli tako, kot smo navajeni še naprej, ne pa na nek način se količina CO2 zmanjša, kar samo od sebe. Ali pa, če recimo, da je tole preskočim na avtomobile, če bi rekel za 20 let nazaj, 30, recimo, da bojo zdajle 4-krat, 5-krat manj pokurili, kot so takrat. Ampak kaj, če pa avtomobilov pa 10-krat? Preprosto, veštevam, kaj se. Pa tudi, če imajo po 2 litra ali pa 1 litra, ne vem, pa kuda. Ja, pa po 3 kapljice, so vse zložite. In kaj nam pravzaprav to sporoča? Spet, princip je v bistvu v obeh primerih enak. Pacienta v analizi čaka nekaj, na kar nikoli ni dovolj pripravljen. In to je
Ne toliko, ne samo spremembo, o kateri sem že prej govoril, ampak zgoditi se mora še nekaj. Zaradi ideje, zaradi logike same. Namreč nečemu se je treba odpovedati. Pacient se ne bi ničemur odpovedal, bil bi pa zdrav. In analiza oziroma analitik reče, preprosto ne moreš sedeti na 2 stolih. Ne gre. Ali boš še naprej nevrotičen in se ne boš ničemur odpovedal in boš ravno zato nevrotičen? Ali se boš pa nečemu odpovedal? In seveda ravno zato ne boš več nevrotičen. Ne moreš biti pa obojega. In tudi to je travmatično. Vprašanje na ravni, na globalni ravni je, ali se je človeštvo, zlasti seveda bogati del človeštva, ker revni del se nima čemu odpovedovati, ker itak nič zanima, ali se je bogati del človeštva res pripravljen čemu odpovedati. Čemu se na primer odpovedujejo pacienti? Kaj ima tudi s tem? Vzemimo primer, kar čisto konkreten. Pacient, kot znano, kot veste, se pacienti veliko pritožujejo. Pritožujejo se čez mamo, čez očeta, čez brata, čez sestro, čez teto, strica, sosede, čez vse. Veliko se pritožujejo, ker spontano iščejo krivce. Kdo je kriv za mojo nesrečo? Kdo je kriv za moje trpljenje? Zagotovo je nekdo kriv. Sam to nisem jaz. Nekdo drug je. In s to zgodbo pridejo. Zato nekateri pacienti imajo celo že pripravljene take pseudo-freudovske odgovore. Sigurno je kaj v zvezi z mojo mamo. Ne, počasi, bomo še videli. Ne? Ali pa, sigurno je kaj iz mojega otroštva. Ne? To je taka hitra, kvazi, ne? Nekateri pacienti so seveda že prebrali kakšne Freudove knjige in rečejo, ja, kakšna travma iz otroštva, sigurno je nekaj takega. Zdaj moramo samo pogledati, katera je. Ne, ni tako preprosto. Počasi, ok. In to je recimo že ena stvar, ki se ji bo moral pacient odreči. V nekem trenutku bo moral spoznati, da. In to je res travmatično. Tudi če je res, da ga je mama premalo dojila, pa oče ga je 3-krat črno pogledal, pa punca ga je zapustila, pa ima zdaj ranjeno srce ali pa kaj takega. Tudi če je vse to res, tukaj pride na vrsto Kant, tudi če vse to drži, je še zmeraj on sam odgovoren za lastno trpljenje. Tukaj pa lahko uporabimo Freuda, pa še Lacana in pojasnimo, na kako neverjetno zapletene načine posamezniki participirajo pri lastnem trpljenju in tega ne vedo. In iščejo krivce drugje. In to je po eni strani travmatično, po drugi strani je pa osvobajajoče. To je katarza, o kateri govori Freud. Katarza, ko spoznam in začutim, da se mi ni treba več pritoževati čez ubogo mamo, pa čez ubogega očeta, pa čez otroštvo, pa ne vem, dolka je bila premajhna, ali kva je že bilo vse, da lahko končno to pustim za sabo. Tudi če bi bilo objektivno res, spomnite se, o čem je govoril Freud leta 1895, ko se je sam spraševal, ali je to, kar mi pacienti pripovedujejo, objektivno res. Ja, kako za Boga naj pa jaz to vem? Saj ne morem vedeti. Pa ne gre samo za to, da ne morem vedeti, pravi Freud. Gre tudi za resno epistemološko vprašanje, ali pacient sam ve, da je to res. Kako se pa on tako natančno spomni tega, ko je bil star 1 leto? Pa koliko pa imate vi spominov, ko ste bili stari 1 leto, 2, 3 in tako naprej? Če primerjate z vsemi možnimi spomini, ki bi jih lahko imeli, in tistim, ki jih imate manj kot kapljica v morju. Vi se 99,99% svojega otroštva ne spomnite. Vseh spominov skupaj, kar jih imate, ni za en dan. Človek se ne more spomniti enega samega dne,
od jutra, ko se je zbudil, pa do večera, ko je bil star 3 leta, pa 16 dni. Se res, kako je bil že takrat? Pojma nimamo. Pojma nimamo. Nimaš pojma, ko vas mesec jedel. Seveda ne. Torej, mi se spomnimo kvečemu nekaj drobcev. Kvečemu nekaj drobcev. In iz teh drobcev seveda pacient naredi zgodbo. In Freud reče, dragi moj, pozabi. Ja, ne, ampak jaz se dobro spomnim, vem, da je bilo takrat. Ne spomni se, no? To je tvoja konstrukcija. Ti gledaš to skozi fantazmo, temu se je treba odreči. Prvič, že čisto na empirični ravni, ker je tvoj spomin luknjičav, ker je pomanjkljiv, ker je fragmentiran, ker tako pač delujejo možgani. To je ena stvar. Zato je tudi Freud opustil hipnozo. On je v določenem trenutku še verjel, da bomo pacienta hipnotizirali, vse spomine bomo ven potegnili, spoznali, kaj se je dogajalo in pacient bo rešen. Kje pa? Travm se pa spomne. Meni je zadnčen prav, no sam čist hiter, me prav se spomnim, sem šel prvi dan v šolo. Prav tis bil velik, smo bolj dolge noge, une dva sta pa mene ujela, sta me pretepla, še zdaj se spomne točno. In je bilo res, sem se jaz pa tudi spomnil, ja, jo. Ali pa kako je enega pesu ugriznil, se ga izkoz pojne. Čel. Pa je res ugriznil, goril bo pes in jaz sem psov ne bojim, nobenega. Sada ni na tem nič traumatičnega in da sploh ne govorimo. Recimo, gre pa za spomin, pa resnica je. Ja, to pa ja, saj sem rekel, od 100 milijard spominov, ki bi jih lahko imeli, 3 celo imate. Kaj pa 99 milijard, gledajte, no, ne izide se. Kakorkoli obrnete, se ne izide. Seveda ne trdimo, da zdaj tak dogodek, da se ni zgodil, ali pa da nima določene vrednosti. Seveda to sprejmamo, ampak pomembna je zgodba, pomemben je impact, pomemben je način, kako je posameznik v to lastno zgodbo potopljen. Kako s tem, ko je vanjo potopljen, na nek čuden način dovoli, da ta zgodba deluje na njega. In deluje tako, da jo nenehno ponavlja, nenehno jo obnavlja. Jo melje. Nenehno jo melje, nenehno se ukvarja z njo in nikamor ne pride. In to je recimo tisto, kar je najbolj travmatično za posameznika, ne? Da končno ugotovi, da se je temu treba odpovedati, da itak ni nobene vrednosti v tem, nobene proizvodnje smisla in pomena, da je to samo vrtenje v krogu, brskanje po rani, nikamor to ne pelje, da se je temu najbolje odpovedati, odreči, jasno določene simptome bomo razpustili, analizirali, vse to zajamamo, vse to štejemo, seveda, zdaj smo analitiki, ampak v končni fazi bo pacient rekel, dio, s to zgodbo se ne ukvarjam več, gre v smeti, v staro šaro. In potem pride na vrsto to, čemur rečejo ljudje spontano tudi, obrnil bom nov, nepopisan list v svojem življenju in tako dalje. Ampak to se res lahko zgodi. To je katarktično. Katarza je očiščenje. Temu se pacient odpove. Odpove se temu, kar mu je prinašalo. Neko svojevrstno, podarjam, ljudje tega ne razumejo, potem mislijo, da se hecamo. Neko svojevrstno ugodje, oziroma to, kar je kasneje Lacan imenoval jouissance. Pacient svojo zgodbo pripoveduje tako, oziroma je vpet v to zgodbo tako, da ima vselej, poleg trpljenja, tudi koristi. V tem je največji, ker če bi bilo to samo trpljenje, bi se veliko lažje tega otresel. Veliko lažje, tako kot se človek veliko lažje, če se mu zgodi recimo kakšna poškodba ali kaj takega. Nekega dne se zgodi, boli, date gor, ne vem kaj že, pač preneste, ker prenašate in veste, da bo če ste in tega nehali boleti in boste zdravi. Pri nevrotiku je drugače, ker med to trpljenje je vedno ugrajeno neko čudno, nezavedno uživanje oziroma nekakšna korist. Poudarjam, nekakšna. Saj veste, vsaj na eni spontani ravni vsakdanje zavesti, kako spontano to čutite, kako sladko se je preteževati čez druge. Kako na nek način
je fajn čutiti eno ugodje, pa vendar nisem jaz kriv, oni so me že zašuštrali. Sicer so me zašuštrali, ne? Ampak so pa oni krivi, ne? Se lahko vdahnete, nisem pa jaz, ne? So oni. Torej, te stvari so zelo bizarne, lahko so zelo bizarne, tudi so. Kaj pa je Kako? objektivni občutek krivde. Recimo najprej moj žlahtik, pa pjen, to mislim svak ustvari. Nas je pelo tam na umigaš čez pšato s traktorjem, sta dva preleteva z motorjem. Jih ni videl, mislim, bi mogel počakati, tam je prednostna. Unma slebič, vse to ven, jaz bi se požaril, razumeš, ne? Pa to je, da, on pa, nič, še na sodišču mu rekli so vam, ko, pa je, pazi, ne, pa če ne pom, pa je čist kriv, pazi. Občutki krivde so lahko včasih tako veliki, da človeka pokopljajo. Ja, ne smejo biti naivni. Pa kaj je zdaj to recimo, če bi rekel, no, pa je objektiven občutek krivde. Če ne bi takrat to pa ne bi to naredil, ne bi na cesti recimo ali karkoli. Ja, to so nesrečni dogodki, tle nimamo kaj, ne? Pa se pa razvije iz tega recimo. Katastrofa! Živalim se to ne zgodi, živali niso tako narejene, niso tako ustvarjene, da bi lahko imele občutke krivde. Če lev poje žirafo, nima občutkov krivde. Človek ima lahko občutke krivde tudi zaradi čist objektivnih stvari. Nisem hotel, nisem želel, objektivno nisem kriv. Sodišče me je oprostilo, pa vendarle je ena krivda nase. Povozil sem nekoga. Skočil mi je pred avto, nisem ga mogel videti na noben način, vsi znanstveniki so dokazali, da ga nisem mogel videti, na kraju nesreče je umrl, sodišče je reklo, nisi kriv, nesrečno naključje, ampak posameznik bo še vedno lahko, ni nujno, imel občutek krivde. Ampak ta občutek krivde, veste, kakorkoli to čudno zveni lahko da za koga čudno zveni, ampak življenjske eksistence so lahko tako zapletene, da ti grejo včasih lasje po koncu, kaj vse se ljudem zgodi. Z občutki krivde je težko živeti. Včasih z občutki krivde ni mogoče več živeti, zato ljudje delajo samomore. Zato določenim ljudem pač preprosto ni več rešitve. Občutki krivde, mi nismo čarovniki. In ne moramo vsakega posameznika rešiti iz brezna, recimo, krivde. Za določene ljudi, kot sem že prej rekel, ni rešitve. Objektivno jo ni, ne samo da Lacan ne zna, ali pa Freud, ali pa oba skupaj. Dušan, dovolj samo še tole, ne. Sem takole hodil na vlak ali pa avtobus gor zjutraj, prav meni pa nič. En hodil gor pa dol, 17-leten ima samo možgane upravljal, je bil eksekutor, jaz nisem vedel. Pazi, jih je čist tako lepo. In v življenju nimam miru. In sem ga srečeval vsak dan, pa nisem vedel. In je hodil gor pa dol po tisti potenjih, kakšnih 600 metrov. In jaz sem kola rekel, kakšnemu živja in kot rekel, a meni pa nič ne. Čistko se je, evo ga. In je s tem živeti mogel. In to je občutek krivde in to objektiven. Nekateri ljudje živijo... Pazi, pobijo je, hete so v jamo leteli. Ja, zanje je to peko, ne? Zdaj čisto skrenem. Ja, nič, ok. Težko je, ne? Tudi za predavatelja je težko, če je pa rekel, da je izremen napor, pela določeno linijo, če potem se izseka na take načine. Napor je vedenje. Hvala. Hvala. Ja, se strinjam. Ti pa spet, ne? Ok, se strinjam, ja, ampak hvala, vseeno, torej, ja, ta stavek, seveda, vse to sledimo, a ne, če prijemo, če delate, pa tisti, ki delate, pa če bi kdaj delali, s psihotičnimi pacienti, recimo, s psihotičnimi ali pa z najhujšimi duševnimi boleznimi, v resnici, samo da se o tem ne govori, to je za vrati psihiatrije, to se skriva, o tem se ne govori, nažalost, ne? Ampak nekatere zgodbe ljudi so tako pošastne, da če imate možnost, da ste zraven, da ste ob takem človeku, da se srečate z njim, da morda celo pride iskat k vam pomoč, so te zgodbe, nekatere zgodbe so tako pošastne, da se zastavi tudi tole vprašanje. To so resna vprašanja. Ne mislim zlahka iti skozi pa reči, ok, to se sam tako reče, diga mene. Ne. Če greste dovolj daleč in včasih je preprosto treba iti.
Nekateri ljudje živijo pekel na tem svetu, njihova eksistenca je pekel. In če ste zraven, se nam zastavi tole vprašanje. Za kakšno ceno? Ali je res treba pri čisto vsaki eksistenci vztrajati do konca? Kaj v primeru, ko je trpljenje posameznika tako veliko, da je večji del eksistence, torej da je trpljenje večji del eksistence? Kakšen smisel? Mi smo simbolna bitja. Mi moramo, tako ali drugače, čutiti vsaj nekaj smisla. To nas loči od živali. Živali ne doživljajo smiselnosti lastne eksistence. Mi pa. In vprašanje je, kaj pa v primeru, ko človek ne vidi več smisla lastne eksistence? Ko je na robu samomora. Ali pa je, ko je trpljenja preprosto preveč. Ne smemo biti naivni. Ne da se rešiti vsakega problema in ne da se rešiti vsake eksistence. In seveda s tem vprašanjem, vsaj nekateri, se ukvarjajo. In seveda prej ali slej je treba priti tudi do nekakšnega odgovora. Do nekakšnega. Zdaj, a je dober ali ni dober, se ni važno, je treba priti. Zdaj, naše eksistence nas, s tem smo pravzaprav danes začeli. Ne? Če smo voljni, drugo je, če nismo, peljajo lahko zelo, zelo daleč. Ne vem, če je že kdo kdaj imel izkušnjo z umirajočim človekom. Lahko da ste. Ne? Biti ob umirajočem človeku. Eno je histerično zatrjevati, večno bomo živeli, ali pa jaja, vemo, da smo smrtna bitja. Drugo je pa biti zraven, ko človek umira. Biti zraven, ne samo tisto, da smo zraven in ja, ok, daj bo že umrl. Ne. Biti zraven, tako kot se reče. Ne? Spremljati človeka, recimo, da je to vaš ljubimec. Tako kot je rekel Derrida, ki je zapisal, to so več kot zanimive, to so izjemne zadeve, o katerih je vredno razmišljati, naprimer, ljubimca. V trenutku, ko sta dva ljubimca, ali pa prijatelja zaradi njega, recimo, ko sta skupaj, recimo, da bosta ostala tudi skupaj, drugo je, če se razideta, bosta ostala skupaj z zavestjo, da bo eden odšel pred drugim. Eden bo še živ, ko drugega recimo ne bo več. To so vprašanja, s katerimi se lahko ukvarjamo in se pravzaprav ne samo, da bi se morali, ker smo pač smrtna bitja, ker to čaka vsakega od nas. Ne? Ampak v tem je še nekaj optimističnega, če mene vprašate. In je v bistvu povezano s temo, s katero se danes ukvarjamo vendarle. Namreč, če pomislite, kaj je tisto, recimo v vaših življenjih, kar bi rekli zase, da je res, ampak res katarktično, da vas res osvobaja, ali pa da vas je osvobodilo, ali pa da resnično verjamete, da vas lahko osvobodi. To niso zanemarljive zadeve. V naših sedanjih življenjih, ne samo, da je zelo veliko vednosti, kot smo že danes rekli, ki ga imamo na razpolago, ampak v naših življenjih tudi veliko smeti, je veliko treša. Je veliko brezveznih, neumnih in butastih stvari, s katerimi se kar ukvarjamo po ne kateri inerciji. So pa nekatere ideje in gotovo je ideja smrti ena od njih. So torej ideje, ki nas lahko, in v tem je čudežnost in pravim optimizem, s katerim bi se morali več ukvarjati, namreč, ki nas pripeljejo tako daleč, če se ukvarjamo z njim, če razmišljamo, da lahko doživimo katarzo. Pogovori z umirajočimi, naprimer, tudi če ste brali kakšno knjigo, so lahko taki. Za Boga. Ne gre samo za to, da se histerično skušamo izogniti smrti in reči, ok, čim dlje, tem bolje. Ne? Kaj pa, če je treba kdaj zadevo obrniti? Kaj pa, če nas osvobodi to, kar je v samem jedru naših eksistenc? Kot sem že prej večkrat rekel, če resno vzamemo za idejo, da smo končna bitja, ker smo.
In se začnemo s tem resno ukvarjati, namesto da stalno odganjamo proč ideje, ne bomo o tem zdajle, Rutar spet nekaj govori, brž bo od njega, s tem se ne bomo ukvarjali, ker nimamo cajta, o tem ni dobro preveč razmišljati, ker se ti še zmeša in tako naprej. Kaj pa, če bi za spremembo vsaj enkrat zadevo obrnili? Pa bi rekli, kaj pa, če se nam dnevno meša od neumnosti, ki jih poslušamo? Kaj pa, če se nam meša od bedastoč, ki jih zagovarjamo? Pa prepričujemo vanje še druge. Kaj pa, če se nam po malem meša od samih klišejev, ki nimajo nobene vrednosti, ki ne generirajo nobenega pomena in nobenega smisla? Kaj pa, če se nam meša od preproste izkušnje, ki jo ima veliko ljudi, ko je človek zvečer kar na nek način utrujen, pa sploh ne ve od česa? Nič tazga se ni zgodil, dan je minil čist mirno, tako kot vsi drugi do zdaj. Jaz sem pa tako nekako utrujen, ali pa otožen, ali pa žalosten, ali pa kar vse skupaj se mi zdi brez veze. Kaj pa, če je odgovor na vse to, seveda, saj se ti tudi nič tazga ni zgodil v tem dnevu. Dogajale so se ti brezvezne stvari, ki jih sprejmeš for granted. Ja, saj so del mojega vsakdanjega življenja. Ali pa, če pomislite na eno, zdaj sem berel eno krasno knjigo, ki jo je napisal Zygmunt Bauman še z enim kolegom, super knjiga, in v enem trenutku razmišljate o eni zelo preprosti zadevi. Zelo preprosti zadevi, ki se mi zdi, da zna biti, da bi lahko bila paradigma naših vsakdanjih življenj. Pomislite na to, kar se vam je gotovo že velikokrat zgodilo. Greste na koncert, poslušate izvajalca, poslušate recimo 2-krat zaporedoma, enega, potem pa še drugega. Oba igrata iste note. Note so zapisane v notnem črtovju, oba znata igrati, sta šolana, oba sta zaigrala iste note, tako kot je treba. Pa vendar, pri enem vas je od navdušenja preplavilo morje občutkov in čustev, pri drugem ste pa hladno poslušali in na koncu rekli, ok, saj si že kar dobro zaigral. O tem pravzaprav ves čas govorim. O nekem presežku, ki ga zna ustvariti, recimo en umetnik, ne pa tudi drug. Pa sta zaigrala iste note. Ampak eden je zaigral drugače. In kaj, če je to tisto, kar dejansko osmišlja naša življenja? Da počnemo iste stvari, ali pa podobne stvari. Zjutraj stanemo, gremo nekam, popoldne, zvečer gledamo televizijo, butasto in pa gremo spat. Pa vendar to lahko naredimo majčkeno drugače. Samo o tem govorim. Ali pa srečamo recimo ljudi, ali pa jih hočemo srečati, ki govorijo o istih zadevah, naprimer o vremenu, ampak toliko drugače. In se rečemo, wow, kaj se je zgodilo? Kaj se zgodi v takih primerih? Zgodi se natanko to, kar je v jedru trditve, da smo simbolna bitja. Odprlo se je novo polje, novo simbolno, nov duhovni prostor, znotraj katerega iste stvari doživljamo drugače. In nas preplavi adrenalin, in nas preplavijo emocije, in nas preplavijo občutki smiselnosti in pomena, občutki radosti in optimizma. In samo pomislite, kolikokrat zapravimo take priložnosti, ker se držimo ustaljenega, klišejskega, rutinskega, naj bo jutri tako kot danes, ali pa vsaj zelo približen tako, da bomo porabili čim manj energije, da bomo čim bolj kaj? Da bomo počasi čim bolj nori. Ker se počasi odpovedujemo, in to delajo recimo nevrotiki. Počasi se nečemu odpovedujemo. Čemu se odpovedujemo? Odpovedujemo se temu, kar je v jedru naše eksistence. In to je naša želja, da bi naredili nekaj drugače. Da bi naredili nekaj posebnega. Da bi naredili to,
kar je v jedru neke druge ideje, recimo Deleuzeove ideje, s katero se je Gilles Deleuze ukvarjal vse življenje, pa ne samo on, ukvarja se tudi Alain Badiou. To je spet ena zelo zanimiva filozofska ideja, po katerem govorijo daj drugič, namreč, da je človek zmožen biti v sedanjosti. Vsak človek živi seveda v sedanjosti. Ampak, ne, da je človek zmožen biti v sedanjosti na nov način. Drugače kot kdorkoli drug. In temeljni vzvod, da človek to naredi, temeljni pogoj, ki mora biti izpolnjen. In to se zgodi tudi vsakemu nevrotiku v analizi. Temeljni pogoj pa je pogum. Temeljni pogoj je, da si človek ne sprašuje, joj, kako naj to naredim, kdo mi bo svetoval, tako naprej. Ne gre za to. Temeljni pogoj ni vednost. Vednost je itak, kot sem že danes 5-krat rekel, več kot dovolj. Temeljni pogoj je pogum. Zato je, seveda, v analizi tudi na mestu določen trenutku vprašanje, a si vi sploh upate? A si upate izstopiti iz tega klinčevega diskurza, v katerem se kopljate že vse življenje? Ne znotraj njega iskati rešitve, ker jo ni. Ker, a veste, še za en obrat gre. To polje, v katerem se giblje, recimo, pacient, namreč že je poskus odgovora na neko zagato, samo da ni bil uspešen. Znotraj tega polja, v katerem se giblje, ni nobene rešitve, ker to že je neuspešna rešitev neke zagate, za katero pacient sploh ne ve. Zato je treba izstopiti iz tega polja in ponuditi nov odgovor na neko zagato, ki jo pacient tudi v analizi spozna. In ime, a pa eno od imen za to zagato je natanko smrt. Je natanko dejstvo, da smo smrtna bitja. Dejstvo zavezano temeljnemu vprašanju. Ste smrtna bitja, živeli boste končen čas. Kako ga boste izkoristili? Kaj nameravate narediti v tem končnem času? Eden od odgovorov seveda je, in to dela ljudi paciente, ja, vlekel se bom skozi svet približno tako kot vsi drugi, zato da se bom zaščitil, da se bom zavaroval, da bom čim več ugodja doživel, da me ne bodo ljudje preveč in tako naprej. Ta odgovor je slab. Ponudite boljše. To za nas. Vse je cajt, ne? Okay. No, za ta denar je to vse. Hvala.